Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan. O letni vročini na strme vrhi, da tam si spočijem samoti srci. Jer potok izvira skalovju hladan, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dojdo, oj, Triglav, moj dojdo, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dojdo, oj, Triglav, moj dojdo, oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako si krasan. Dragi ljubitelji planinstva, cenjeni vabljeni gostje, Bodržani, naj vas najprej ob današnjem slavnostnem dogodku, odkritju spominske plošče Valentinu Staniču, v imenu planinskega društva Valentin Stanič iz Kanala prav lepo pozdravim. Posebej med nami pozdravljam lastnika te čudovite Pečonkove, nekdaj pa Cerovščkove domačije, kjer smo se danes zbrali, Jožeta Markiča. Nadalje starosto kanalskega planinstva, publicista, domozdanca in lahko rečemo tudi promotorja lika in dela Valentina Staniča, gospoda Jožeta Medveščka. Pozdravljam tudi podžupanjo občine Kanal, Barbaro Fajdiga Perše, domačina in predsednika krajevne skupnosti Kanal, Antona Škodnika, kanalskega župnika, gospoda Aleša Rupnika in podpredsednika Planinske zveze Slovenija, Romana Podnebška. Opravičil se je predsednik meddruštvenega odbora Planinskega društva Posočja, Planinskih društev Posočja, Dušan Plesničar. Letos, kakor gotovo veste, obeležujemo 250. obletnico rojstva Valentina Staniča, duhovnika, gornika in humanista. Ne obstaja beseda, ne v našem in ne v tujem jeziku, ki bi v celoti opisala, kaj vse je Stanič bil, storil in dosegel. In nič ne zgrešimo, če rečemo, da je osebnost svojega kova izumljal sproti, kakor so narekovale okoliščine. Kvartet Kvartos, štirje srčni fantje iz Levpskega, so današnji dogodek gorniško intonirali s pesmijo, ki po pravici rečemo planinska himna, Oj, Triglav, moj dom. V nadaljevanju pa najprej prisluhnemo Robertu Devetaku in Urbanu Makoriču, ki bosta osvetlila delo moža, čigar spominu se danes poklanjamo. Lep pozdrav vsem, hvala organizatorjem za povabilo in za možnost, da lahko tukaj danes pregovoriva o liku, delu Valentina Staniča. Danes smo se zbrali tukaj na domačiji pri Pečonkovih, nekdaj Cerovškovih, kjer je 12. februarja pred 250 leti luč sveta ugledal Valentin Stanič, naš rojak, duhovnik in izjemni slovenski alpinist, razsvetljenec, narodni buditelj, dobrotnik ter vzgojitelj. V uvodu bi želel najprej izpostaviti enega zgodnejših spominskih zapisov o njem, ki ga je že v letih 1873 in 1874 pripravil duhovnik, zgodovinar in pisatelj Štefan Kocijančič. Povezava med njima ni bila naključna, saj je bil Kocijančič Staničev učenec, slednji pa ga je tudi navdušil za pisanje v slovenskem jeziku. V zapisu je Kocijančič besede namenil tudi Bodrežu. Zapisal je, citiram, Dober četrt ure nad kanalom na levem bregu Soče je prijazna vas Bodrež, ki šteje 15 ognjev in spada z nekoliko večjo vasjo Logi pod isto občinsko in katastralno upravo. Bodrežani so precej premožni. Polja imajo veliko, tudi živine še dobršno redijo. Njega dni, ko je vinska trta bolje rodila, imeli so prepolne kleti vina. Prodajali so ga na Tolminsko in v bližnjo Gorico, kar jim je prav lepih krajcev neslo. Tudi s filorejo so se že od nekdaj pečali in se še pečajo.
Pri sosedih so bili Bodržani že od pamti veka na glasu kot pridni, varčni in skozi pošteni ljudje. Konec citata. V tem okolju sta se spoznala, poročila in skupaj zaživela Andrej Stanič in Marija, rojena Ipavec. V zakonu se jima rodilo 6 otrok, poleg Valentina še Tomaž, Marina, Marijana, Doroteja in Katarina. Šlo je za spoštovano in trdo kmečko družino. Lavantinski nadškof Anton Martin Slomšek je o Cerovškovih zapisal, da so otroke učili priden biti, trdo delati in lepo moliti. Starši po vsej verjetnosti niso bili pismeni, a so v okolju, ki ni nudilo veliko priložnosti, prepoznali pomen izobrazbe in omogočili sinovoma šolanje. Oče je v ta namen angažiral znanca, zasebnega učitelja s Tolminskega, ki je v zameno za plačilo dalj časa poučeval Valentina in Tomaža na domu. Kocijančič je o tem zapisal, citiram: "Oba sta se dobro učila, toda Valentin je Tomaža daleč prekosil. Zato si oče mislil, kaj bi bilo, ko bi ga v šolo dal. Če ne bo gospod, bo posaj več kot navaden kmet." Materi je bila ta misel všeč in v kratkem se je po vasi govorilo: Cerovškovi dajo mlajšega v šolo. Njegovo novo življenjsko obdobje se je tako pričelo leta 1790, ko mu je bilo pri 16 letih omogočeno nadaljnje šolanje najprej v Trbižu, nato Celovcu in od leta 1792 dalje v Salzburgu, ker je lahko razvil svoje bogate talente, znanje pa v kasnejšem življenju uporabil na različnih, zelo raznolikih področjih. Stanič je tudi po večletnem bivanju na Koroškem in v Salzburgu ostal povezan z domačimi kraji. Sem se je vrnil po posvetitvi v duhovnika, najprej na Banšice in bližnji Ročin, pristne stike pa je ohranil tudi po selitvi v Gorico leta 1819. Rad se je vračal tudi na domačijo, ki jo je po smrti očeta prevzel brat Tomaž. Skupaj z Valentinom sta jo leta 1836 obnovila, na kar spominja vzidan kamen na tukajšnjem skednju, ki se ohranil do danes. 50 let po postavitvi prve spominske plošče v Bodrežu se danes ob visoki obletnici Staniču ponovno poklanjamo z novim obeležjem in tudi na ta način krepimo in negujemo spomin nanj. O Staniču je bilo letos v sklopu različnih dogodkov in priložnosti že veliko povedano, zato bi želel zaključiti z nekoliko bolj osebnim pogledom nanj. Po mojem mnenju gre za najpomembnejšo osebnost, ki izhaja iz občine Kanal ob Soči. Gre za človeka, ki je bil po svojih idejah daleč pred svojim časom, nekoga, ki je pustil viden pečat povsod, kjer je živel in deloval. Pomembno je zaznamoval naš lokalni, goriški, slovenski in srednjeevropski prostor konec 18. ter prve polovice 19. stoletja. Krasili so ga neskončna energija, celoživljenjsko učenje, odprtost do idej in širok spekter različnih dejavnosti. S praktičnim delom je znal pristopiti do ljudi, jih navdušiti za novosti in jim tako pomagati k izboljšanju njihovega življenja. Stanič nam je lahko tudi danes vzgled zaradi svojega elana ter aktivnega delovanja, predvsem pa kot človekoljub, ki je z veliko inovativnega znanja in empatije pomagal tako ljudem kot živalim. Njegova življenjska zgodba nam pokaže tudi, da ni nikoli prepozno začeti z nečem novim, da lahko v katerikoli življenjski dobi stvari premikamo na bolje in dosežemo spremembe, ki vplivajo ne samo na nas posameznike, ampak tudi na širšo družbo. Hvala lepa. Zdaj še pa par besed o samem okolju, iz katerega je Valentin Stanič izhajal. Prva poselitev današnjega ozemlja vasi Bodrež sega nazaj že 1000 let in sicer vse do bronaste dobe. Od antike do srednjega veka podatkov o vasi skoraj da ni. Srednjeveško obdobje pa je z njimi nekoliko bogatejše. V letu 1367 je prvič izpričana vas in sicer z imenom Bedrus. Tekom stoletij je njeno ime nekoliko variiralo. Iz 14. stoletja je znana različica Modras, kasneje v istem veku pa tudi Bodros. Med 15. in 17. stoletjem najdemo tudi različici Modrus in Bodres. Manjši del vasi, ki danes nosi ime Loga, je bila v izvirniku zapisana s toponimi Loh, Long in Lag. V obdobju srednjega in novega veka je vas Bodrež spadala pod goriško grofijo. Razlogi za poselitev tega področja ležijo predvsem v sami legi kraja. Vas leži ob večjem vodotoku reke Soče, poleg tega pa je bil teren zahodno od vasi nadvse primeren za razvoj poljedelstva, živinoreje in kasneje tudi sadjarstva. Ta tip gručastega naselja je precej klasičen za vasi, ki so nastale vzdolž pomembnejših zgodovinskih prometnic.
Sama vas Bodrež ni imela samostojnega središča, temveč je upravno, versko in gospodarsko gravitirala proti sosednjemu kanalu. Tekom stoletij je kanal postal za Bodrež tudi izobraževalno središče, saj se je tam nahajala najbližja osnovna šola. V 18. in 19. stoletju je vas Bodrež štela cirka 250 prebivalcev. Demografija je skozi čas variirala, vendar nikoli ni presegla te številke, ki je v censusih izpričana v sredini 19. stoletja. Prebivalstvo je bilo skozi zgodovino predvsem kmečko, saj večjih gospodarskih in obrtnih obratov vas ni poznala. Manjše izjeme so bili mlini, ki so delovali tekom potoka Ajbica. Večji demografski premiki so se za vas Bodrež pričeli leta 1855, ko je epidemija kolere povzročila precejšnje smrtne žrtve. Kasneje v 70. in 80. letih 19. stoletja je vas prizadela tudi množica slabih letin, ki je kasneje povzročila gospodarsko krizo. Ta je bila odgovorna za večji val izseljevanja v smeri večjih mestnih centrov, ko sta bila Gorica in Trst. Nekateri Bodrežani so se odločili tudi za odhod v tujino, smer izseljevanja je potekala predvsem proti zahodni Evropi in Združenim državam Amerike. V času Prve svetovne vojne je bila vas skorajda v celoti uničena. Bodrež je bil od takratne avstro-ogrske meje oddaljen le nekaj kilometrov. Leta 1915 so se na področju vasi začela tudi gradbena dela obrambnih okopov, kar je pomenilo, da je vojna prispela prav med vaščane. Zaradi težkega obstreljevanja tega območja so se Bodrežani morali odpraviti v begunstvo. Umikali so se predvsem na področja Moravske in Češke. Po Prvi svetovni vojni so se Bodrežani začeli vračati na domove, čeprav je ta proces potekal precej počasi. Težave so se pri povojni obnovi pojavljale predvsem pri obnovitvi obdelovalnih površin, ki so bila zaradi obilice bombardiranja povsem uničene. O tej situaciji nam priča pismo Antona in Terezije Vidič, ki sta ga poslala sorodnikom v ZDA. V Bodrežu in Logu ni nobene strehe in nobenega sadnega drevesa. Vse je suho, da Bog pomagaj. V Bodrežu je še komaj 10 družin doma, drugi so vsi še begunci. Polje in senožet je ves uničen. Povojni razvoj vasi in njene demografije, ki je od 19. stoletja dalje, glede na zgodovinsko dostopne podatke negativna, je narekoval predvsem industrijski razvoj kanala in bližjega Anhovega pri Desklah. Hvala. Slovinecem, tako je mati Diana, kome je dite pistovala, kome je dite pistovala. Zaturaj dobrovim, slovinecem, slovinecem. Zaturaj dobrovim, slovinecem, slovinecem. Slovinecem, slovinecem, od zimeli do groba, negane moja se zvestoba, negane moja se zvestoba. Da se kar reči smim, slovinecem, slovinecem. 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 Hvala kvartetu Quartos za še eno pesem, ki osvetljuje del Staničeve osebnosti, slovenstvo, ki je bilo v njegovem času daleč od samoumevnega.
in je v izobraženem govoru in delu živelo le po zaslugi redkih izjemnih posameznikov, ki jezika otroštva niso pustili za seboj, kakor so, vsaj deloma, zaradi izobrazbe, za seboj pustili okolje in navade. Hvala na tem mestu seveda tudi Robertu Devetaku in Urbanu Makoriču za njuno predstavitev. K besedi in pozdravnemu nagovoru pa sedaj že vabim podžupanjo občine Kanal, Barbaro Fajdiga Perše. Spoštovani gostje, spoštovani vaščani, lepo pozdravljeni tudi v imenu občine. Izjemen človek, kot je bil Valentin Stanič, je za vsako skupnost neprecenljiv. Tudi zdaj, 250 let po njegovem rojstvu, še vedno občudujemo njegovo izjemno pionirsko delo na več področjih. V današnjem izrazju bi celo lahko rekli, da je bil pravi ambasador vseživljenjskega učenja. Vse skozi se je učil, odkrival nova in nova obzorja, svoje spoznanja in znanje pa je nesebično delil z drugimi. Bil je gonilo napredka. Še danes so nam njegova dela in življenjska drža nenehni vir navdiha in velik vzor. V imenu občine se iskreno zahvaljujem vsem društvom in posameznikom, ki vlagate veliko truda in energije v to, da naš Valentin Stanič ne bi bil pozabljen. Obeležje, ki ga danes odkrivamo tu v njegovem rojstnem Bodrežu, bo nas in naše zanamce opominjalo, kako velik človek je izšel iz naših krajev in nas vedno znova opogumljalo, da v vsaki še tako nemogoči situaciji izkoristimo ves svoj potencial in naredimo nekaj dobrega za sočloveka in za skupnost. Hvala. Kakor smo uvodoma že dejali, je med nami tudi Anton Škotnik, danes v dvojni vlogi domačina in predsednika krajevne skupnosti Kanal. Odločitev, v čigavem imenu nas bo nagovoril, pa seveda prepuščam njemu. Spoštovane in spoštovani, lep pozdrav vsem prisotnim v imenu krajevne skupnosti Kanal ter vaške skupnosti Bodrež. Z velikim ponosom in častjo smo se danes zbrali tukaj, da obeležimo in počastimo spomin na Bodržana Valentina Staniča. Valentin Stanič je bil izjemen in napreden, zelo preprost gospod, veselega značaja in mnogih talentov. Kmet, sadjar, gradbinec, duhovnik, učitelj, pisatelj, prevajalec, zdravilec živali in ljudi, alpinist evropskega formata, prvopristopnik, ustanovitelj gluhonemnice, snovalec prve slovenske tiskarne v Gorici, inovator in humanist ter še marsikaj. Njegovo življenje in delo sta pustila globoko sled na mnogih področjih življenja, katera še danes navdih za nas in mnoge generacije. Bodržani smo še posebej ponosni na Valentinov prispevek širši skupnosti, prizadevanja za dobrobit ljudi, ljubezen do narave in živali, strast do znanja so vrednote, ki jih želimo ohranjati in prenašati naprej. Danes, ko odkrivamo to spominsko ploščo, se poklanjamo njemu, velikemu gospodu Valentinu Staniču in njegovim dosežkom. Naj bo ta plošča trajen spomin na Valentinovo življenjsko pot in njegova prizadevanja za lepši, boljši in pravičnejši svet. In še nekaj za konec. V imenu vseh Bodržanov najlepša hvala vsem, ki ste se tam danes pridružili. Delo, napredek in dobrota Valentina Staniča naj nam bo v skupno vodilo. Veseli smo in ponosni, da današnjo slovesnost podpira tudi Planinska zveza Slovenije. Za nagovor sedaj prosim podpredsednika Planinske zveze Slovenije, Romana Ponepška. Spoštovane planinke, spoštovani planinci, spoštovane udeleženke, spoštovani udeleženci. V imenu Planinske zveze Slovenije, naše krovne planinske organizacije, vas v tem pozno jesenskem popoldnevu lepo pozdravljam in se vam zahvaljujem za povabilo in priložnost sodelovati pri dajanju zahvale in spomina na velikega moža Valentina Staniča, ki ga upravičeno naslavljamo z velikim goriškim narodnim buditeljem. Svojim raznovrstnim delom in humanitarnimi prizadevanji si je ta naziv zagotovo prislužil.
V zavesti Slovencev pa je Valentin Stanič prepoznan kot pionir na področju alpinizma, največji alpinist takratne dobe v Evropi. Temu botruje poimenovanje planinske koče na Mali planoti tik pod visoko Vrbanovo špico. Prvo kočo na tem mestu je odprla leta 1887 kranjska sekcija nemško-avstrijskega planinskega društva in jo poimenovala Dečman Haus po Dragotinu Dežmanu, politiku, arheologu in kustosu Ljubljanskega muzeja, ki se je slovenskega domoljuba prelevil v gorečega Nemca. Ko je Jakobu Aljažu na dan, ko so postavili Aljažov stolp, tedanji skrbnik povedal, da zanje ne bi bilo prostora, če bi bili tam Nemci, se je v njem porodila sveta jeza in Aljaž se je v hipu odločil, da bo pod Triglavom postavil slovensko kočo, kar je seveda tudi udejanil. Po prvi svetovni vojni je Dečman Haus prevzelo slovensko planinsko društvo, ki jo je poimenovalo v Staničevo kočo, kasneje pa dom dobil današnji ime Dom Valentina Staniča pod Triglavom. Naša planinska organizacija je letošnjega februarja, takrat, ko je bilo rojstvo, se pravi, ko se je na dan v istem mesecu, ko smo proslavljali 250-letnico rojstva Valentina Staniča, praznovala že 131. leto. Že ali šele je vprašanje, ki smo si ga lansko leto ob izidu knjižne uspešnice avtorja Dušana Škodiča Triglav je naš večkrat zastavili. Zagotovo je bolj na mestu šele. Slovenci bi bili lahko med prvimi 10 državami na svetu, ki so ustanovile svoje nacionalne planinske organizacije, če bi triglavski prijatelji leta 1872, le 25 let po smrti Valentina Staniča, uspeli pri komisiji deželnega predsedstva registrirati planinsko društvo. Naključje je hotelo, da so vlogo zapisali, da je sedež društva v Bohinju, to pa ni kraj. Ivan Žan, tedajni kaplan in motor društva je bil suspendiran in premeščen, tako da napake v vlogi niso uspeli popraviti in formalno ustanovitev prvega planinskega društva je splavala po vodi. Kljub temu lahko štejemo, da so organizirano delovali. 2 leti kasneje pa so piparji uspeli in februarja leta 1893 so ustanovili Slovensko planinsko društvo. Ne glede na leto ustanovitve Slovenskega planinskega društva smo glede na velikost in številčnost Slovenci veliko prispevali k razvoju planinstva doma in po svetu. Mnoge planinske organizacije, ki so se ustanovile pred našim Slovenskim planinskim društvom, se ne morejo pohvaliti z razvoji in uspehi, kot jih beležimo Slovenci. Zgodovina je lahko zelo suhoparna, če pa jo obravnavamo in postavimo v kontekst zgodbe, pa postane zanimiva. Zgodovina vse skozi nastaja, le avtorji se spreminjamo. Vsaka generacija je postavljena pred izziv, ali bo vse skupaj zavrgla, ali pa ohranjala in nadgradila zapuščino. Do sedaj smo planinci ohranjevali in nadgrajevali. Razvoj se ni nikoli ustavil, je viden in merljiv na vseh področjih. Gospodarskem kočem poti pri mladih. Razvoj športnega plezanja je edinstven. Ponosni smo na 2-kratno olimpijsko zmagovalko Janjo Garnbret. Gradimo plezalne centre in ogromno mladih se navdušuje za plezanje. Razpis za energetsko in okoljsko sanacijo planinskih koč predstavlja pomembno priložnost, prelomnico pri koriščenju evropskih sredstev v planinstvu. Prejeli smo 800 000 evrov sredstev za vzdrževanje planinskih poti, desetletja naporov so tako rodili sadove. Pripravili smo nove programe za usposabljanje vodnikov Planinske zveze Slovenije. Tudi na področju digitalizacije beležimo pomembne premike, MAPZS je spletna aplikacija, ki je plod lastnega razvoja. Brez zanesenjakov bi razvoj obstal. Naša organizacija še vedno poganja energija prostovoljstva, ki jo pomembno zaznamujejo sadovi preteklih dejanj. Ne znamo si predstavljati, kako bi bilo, če ne bi bilo Staničev, Žanov, Aljažev, Piparjev, prve himalajske odprave in Janje. Valentin Stanič, pesnik, alpinist, duhovnik, kanonik, vzgojitelj, velik humanist, k sreči mu izkazujemo dolžno hvaležnost. V imenu Planinskega društva Kanal je odkano njegovo ime in to priča o njegovi brezčasnosti, v zahvalo, kar nam je dal prispevek o bogati, narodni in tudi planinski dediščini.
Po vzoru planincev začetnikov in njihovih požrtvovalnih prednikov, tudi sedanji rodovi planincev ljubimo, spoštujemo in cenimo domovino, naravo in gore. Smo nesebični in požrtvovalni do sotovarišev ter iskreni borci za človekove vrednote, bratstvo, sožitje, za vse, kar je napredno in humano. Ohranjamo in razvijamo človeške in planinske vrednote ter jih prilagajamo sodobnim razmeram. Tako je zapisano v častnem kodeksu slovenskih planincev in verjetno bi se pod to podpisal tudi Valentin Stanič. Hvala lepa. Stoji v planini las, tam rajska roža rase, za druge ne zase, za mi cvetenje glas, cvetlic prepolnje svet, a ni na njem krasnejše, in meni ni milejše, kot ta planinski cvet. A zdaj mi v tujem sveti, okuponjaj rosi, ohrani Bogom cveti, planinska roža ti. Ohrani Bogom cveti, planinska roža ti. Ohrani Bogom cveti, planinska roža ti. A zdaj mi v tujem sveti, okuponjaj rosi, ohrani Bogom cveti, planinska roža ti. Ohrani Bogom cveti, planinska roža ti. Ohrani Bogom cveti, planinska roža ti. Letošnje leto je bilo v občini Kanal in širše z različnimi dogodki posvečeno Valentinu Staniču. Nanj sta spomnila občinska proslava in razstava ob pohodu Valentina Staniča. Kar 3 možem, med njimi tudi Staniču, so se poklonili vročinju. Poseben dogodek so v jubilejnem letu pripravili tudi na Banšicah, kar so vse kraji, ki jih je Stanič zaznamoval. A do danes je v tem mozaiku manjkal zadnji košček, ki je v nekem smislu tudi prvi, Bodrež, njegov rojstni kraj. Naši planinci in alpinisti vedo, da je bil Valentin Stanič predhodnik modernega alpinizma v Evropi. Naj zvedo še, kje je bil rojen, iz kakšnega ljudstva je izšel in kaj vse je počel, kadar ni lazil po gorah. Te besede je kot moto k članku v Staničevi domačiji ob 200-letnici Staničevega rojstva objavil Planinski vestnik. Njihov avtor, kakor tudi članka, pa je, s ponosom povemo, naš Jože Medvešček, ki ga sedaj vabim k odkritju spominske plošče, ki bo poslej še na tem mestu opozarjala na Staničevo osebnost.
Spominsko ploščo bo sedaj blagoslovil kanalski župnik, gospod Aleš Rupnik. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha molimo, Bog naš Oče, od Tebe so vse dobrine, od Tebe je vse, kar smo in kar imamo. Blagoslovi, prosimo, to ploščo v spomin Valentina Staniča in nas nauči, da bomo v Tvojih darovih gledali Tvoje neskončno ljubezen po Kristusu našem Gospodu. Planinsko društvo Valentin Stanič Kanal v imenu s ponosom nosi ime planinca in alpinista, ki je bil marsičem pred vsemi. Ves čas svojega obstoja pa se ob primernih priložnostih spominja velikega predhodnika in rojaka. Tudi danes je tako. In za nagovor, pa tudi potrebne zahvale, k mikrofonu vabim predsednika planinskega društva Valentin Stanič, Luko Jurca, ki mu pripada častno mesto, da zaokroži današnjo slovesnost. Hvala. Lepo pozdravljeni vsi skupaj tudi v mojem imenu. V letu, ko praznujemo 250. obletnico rojstva Valentina Staniča, smo v našem planinskem društvu priredili kar nekaj izredno uspešnih in lepo sprejetih dogodkov, katere smo posvetili prav njemu. Tako smo za boljšo prepoznavnost Staničevega imena med vsemi drugimi dogodki, katerih ni bilo malo, priredili zelo uspešno razstavo jubilejev, skupaj s tradicionalnim 29. pohodom po stopinjah Valentina Staniča, katera sta bila izredno dobro obiskana. Sodelovali smo tudi na 2 odlično sprejetih in dobro obiskanih pogovornih večerih. Prvi se je odvijal na Banjšicah, na katerem smo predstavili gorniško stran Staničevega delovanja, na drugem pa v Novi Gorici, skupaj z alpinistom Vikijem Grošljem. Oba dogodka smo organizirali v sodelovanju z zavodom 1539, kateremu se tudi zahvaljujemo za sodelovanje. Priredili smo tudi 2 dvodnevna izleta v Staničevem duhu. Prvi izlet je potekal nad Smeri na Rjavino, kjer smo prespali v Staničevem domu pod Triglavom. Drugi izlet na Vacman, najvišji vrh v celoti na nemškem ozemlju, katerega je prvi osvojil in izmeril prav Valentin Stanič, pa nam je žal odneslo slabo vreme, tako da smo dogodek bili primorani predstaviti v naslednje leto. Vemo, da je Valentin Stanič deloval na mnogo področjih in na vseh bil izjemno uspešen. Glede na vso njegovo znano zgodovino in njegove dosežke, bi si brez dvoma zaslužil večjo prepoznavnost in pozornost, kot jo trenutno dosega. Zato iz srca upam, da smo letos tudi z našim delom in dogodki ter navsezadnje tudi s to spominsko ploščo, katera bo še dolgo za nami opominjala na kraj, kjer se je rodil ta vseizjemen človek, dodali košček v mozaik večje prepoznavnosti Staničevega imena. Za konec bi se rad v imenu društva zahvalil vsem, ki ste se danes udeležili tega zgodovinskega dogodka tu v Bodržu. Zahvala tudi vsem povabljenim gostom, podžupani občine Kanal ob Soči, podpredsedniku Planinske zveze Slovenije, predsedniku krajevne skupnosti, zahvala kvartetu Kvartos, duhovniku Alešu Rupniku, zgodovinarjema dr. Robertu Devetaku in Urbanu Makoriču, krajanom Bodreža in gostilni Zvezda za pogostitev in povezovalcu dogodka Primožu Božiču. Velika zahvala v mojem osebnem imenu in v imenu društva gre pa tudi k noseštvu Marmor Možina iz Sela, kateri so izvrstno in strokovno izdelali ploščo in nam prisluhnili pri vseh naših željah. Pobudniku za postavitev spominske plošče, Bodržanu gospodu Jožetu Medveščku, ter predsedniku krajevne skupnosti še enkrat za vso podporo pri tem projektu. Vsekakor pa gre ogromna in največja zahvala gospodu Jožetu Markiču, lastniku domačije, na katerem smo danes odkrili spominsko ploščo. Saj brez njegove podpore vse to ne bi bilo mogoče. Vsem skupaj še enkrat najlepša hvala
In predvsem bi rad povabil Jožeta Markiča, da pride gor, ker imam za njega eno zahvalo. Jože, prosim. Ena okvirjena, hvala lepa, da bo vesela na vednem mestu. To je za vse. Malo sladkega in nekaj za poplakant. Hvala lepa.